V prostovoljnem gasilskem društvu Bučka so minulo soboto že 8. pripravili taktično tekmovanje operativnih enot. V kategoriji gasilskih vozil s cisterno so naziv najoperativna enota osvojili člani PGD Trebnje, med ekipami z manjšimi gasilskimi vozili pa so se zmage veselili belokranjski operativci iz Zapudja. 8 sodelujočih enot se je na enem najzahtevnejših tekmovanj prostovoljnih gasilcev na Dolenjskem, prvič pripravljenem pred 10 leti, spopadlo s 5 različnimi nalogami. Zlasti situacije, ki so bile dober približek realnim intervencijam, so od operativcev terjale veliko. Čista gasilska, osnovna gasilska znanja, bom tako rekel, tudi nekaj zdrave kmečke pameti, oziroma kako ukrepati, predvsem pa je tukaj pomembna neka dobra koordiniranost, se pravi, da se dobro posluša vodjo, ki stvar skoordinira, in če so skoordinirani, se pravi, da vsak dela svoje delo, da se stvari nekaj podvajajo, so potem tudi hitri, učinkoviti. In posledično rezultatsko uspešni. O zmagi je odločalo predvsem ustrezno ravnanje operativcev pri delovni in prometni nesreči ter v situaciji pomoči ponesrečenki, kjer je bilo ključno poznavanje temeljnih postopkov oživljanja in rabe defibrilatorja. Super je, ta tekmovanja so res dobro, ker res se zavzameš, narediš in taka res dobra, v bistvu taka vaja, popotnica za naprej dobra. Sem pripeljal s sabo 5 mladih gasilcev, ki so praktično naredili, ki imajo staža operativnega gasilca 1 leto dobro. Tako da z njimi delamo, v takih situacijah, pa verjetno takih tekmovanjih še niso bili in je prav, da se tudi to spoznano. To tekmovanje je tako praktično, tudi z vidika operative. Se veliko na teh vajah naučimo, kako je treba pomagati, recimo, če je delovna nesreča ali prometna nesreča, hitro oblačenje, to zmeri prav pride, ko moraš čim hitreje z gasilskega doma izvoziti, da greš pomagati. Nam je pa to tekmovanje ratalo všeč in smo kar redni. Letos smo celo z 2 voziloma. Nismo prvič na tem tekmovanju, smo bili že kar ena parkrat, že kar tradicionalno hodimo v bistvu. Ta tekmovanja so nam pa kul zato, ker vidimo, kako na neki intervenciji, tudi če nimaš vse opreme s seboj, kako lahko nekaj zimproviziramo, pa pazimo, da še meri delamo varno, stabiliziramo in skrbimo za udeležence. Se pravi, v bistvu, da se učimo tudi na takih situacijah. Tako pridobljene izkušnje pa operativcem seveda pridejo še kako prav na pravih intervencijah.